Lep in prijazen dan vam želim iz hiše Dobrod. Nahajamo se namreč v Metliki in tukaj je hiša Dobrod, ki zajema kompletno Belo krajino. In moj sogovornik je moj, zdaj že znanec, Jože. Živijo, Jože. A si tako prijazen, te lahko tikam, ker sva, da mi da greva nekoliko po tej hiši Dobrod in pogledava in predstaviva, kaj vse lahko vidijo, obiščejo, dobijo, kupijo v hiši Dobrod, ki jo ti predstavljaš kot kdo? Najprej to poveva. Ja, jaz sem Jože Gaban, tukaj sem v hiši Dobrod zaposlen. Moj uradni naziv je organizator kulturnih dogodkov. Imam tole našo hišo Dobrod čez, upravljam z njo in zdaj vam tudi malce tak predstavil, kaj se ima v noti. No in si mi prej povedal eno stvar, ki me je zelo ziritirala. To pomeni, da v bistvu, ker govoriš angleško pa nemško, ko pridejo tujci, se pravi, so dobrodošli, da jim lahko zelo na svojstven način predstaviš v bistvu to hišo Dobrod. V različnih jezikih govorimo, imamo tudi naše knjige v različnih jezikih, imamo v nemščini, angleščini, francoščini in italijanščini, tako da če tujci pridejo in ko pridejo, ni problem se z njimi sporazumevati. No, pa se midva sprehodiva nekoliko po tej dejansko hiši Dobrod in pogledava na kratko, kaj se ponuja. Ja, v tem predelu imamo naše vinogradnike. Se pravi, hiša Dobrod je butična trgovina, to pomeni, da imamo tukaj belokranjske predstavnike, v tem predelu imamo belokranjske vinarje, imamo vse belokranjske vinarje, imamo prestižna vina in tako, ja, vsa vina imamo. Imamo tukaj tipično za Belo krajino, imamo metliško črnino, belokranjec in tudi roze, ki se je začel v Metliki, iz vinske kleti Metlika. Potem imamo tudi različne pive, imamo dva ponudnika, imamo Vizir pivovarna in pivovarna Kapušin. To pa več o tem. To so domačini? Ja, to so domačini. To so vsi Belokranjci. Glavni cilj hiše je, da imajo belokranjski ponudniki vse svoje stvari na enem mestu. Ko pridejo turisti, se jim vse predstavi, kaj več pove in tudi kje se ponudniki nahajajo, tako da lahko se tudi sami odpravijo ali jih pokličejo, da se najavijo za njihovo bolj podrobno turo razgled. Prej si mi eno stvar povedal, ker me je zelo zanimala. To pomeni v bistvu, ko ponudnik ima neko stvar, ki bi jo lahko tu ponujal, predstavljal, ali ga vi obiščete ali pa on samo lahko obišče vas in v bistvu predstavi, kaj ponuja. Tako ni problema, lahko on pristopi do nas ali pa mi pristopimo do njega in potem srečamo se tako domače rečeno na pol poti. Razumem. To pomeni, sva predstavlja tu res velik izbor vin in pojdiva nekoliko naprej. Potem v tem predelu imamo penine. Penine, ja. Imamo tudi nekaj zelo prestižnih, verjetno tudi Dajva eno pokazati. Simoniča, Aha. ker se je specializiral v penine, ima vrhunske penine. Potem imamo tudi žganje, imamo domačo slivo, komedine likerje, tudi druge različne likerje, imamo tudi navadne sokove, sirupe, in potem imamo tukaj od Vizirja pive, ima več različnih piv, od Kapušina in imamo tudi svoje pivo od Zavod. Imenuje se Mare, narejeno pa je iz brezovega soka. Okay. Potem imamo tudi različna olja, vsa so ekološka, hladno stiskana. Imamo tukaj bučno olje, ki je zelo dobro. In tukaj, kar je še meni posebej všeč, imamo čili omake. Tole pa dela en iz sosednje vasi, ima svoj nasad in vse sam dela, ima tudi različne okuse, različne stopnje pikantnosti. Meni je posebej tale olji smok všeč. Ni zelo pikanten, malce je, ampak poda podimo okus. Potem imamo tudi te sokovi za aronije, jabolčne sokove, imamo džin, ki je za nas narejen, iz lokalnih sestavin. A lahko približava ta džin, da ljudje vidijo, kako je zanimiva embalaža, ne? Ja, imenuje se Zeleni Jurij, po belokranjskem. In potem imamo tudi te naše od Zavoda izdelke, naprimer kate, iz 100% brezov sok. Potem imamo bare, to pa je brezov čaj. In imamo še Jureta in Iveta,
Jure in Nive pa sta žganje narejeno iz bezovega soka. Edina razlika med njima je, da ima ive, notri še posušene bezove popke, tako da dobi tudi tipično barvo in tudi malce orehast okus. Ja, potem pa lahko gremo kar naprej. To je prvi predel, imamo večinoma pijače in omake, olja, potem imamo tale predel, ki je bolj namenjen za hrano. Imamo tukaj moke, testenine, zdrobe, kaše, piškote, medenjake, tukaj imamo posebno gesine, ki so narejeni iz doža, se pravi, da so fermentirani in še lastnoročno narejeni. Imamo pa 4 različne okuse, tukaj imamo pikantne, tukaj so sezam, potem imamo še navadne in nekaj, kar je zelo meni posebno, gesine z rožmarino. Zanimivo. Ja. In tukaj imamo še campe, ki je klepec. Campa je pražena ječmenova moka. Najbolj podobno, kaj tako poznamo, je čokolino. Se pravi, da se vi samo zgrejete vodo, mleko ali čaj in sproti dodajate campo do željene gostote. Imamo različne okuse, imamo čisto navadno, potem s kokosom in belo čokolado, zdaj so 3 novi okusi, aloha, to je mlečna čokolada kokos, štrudel, campa in čokolada in mlečnik. Čokolada in mlečnik. Super. No, zdaj imamo pa tule še ja, stvari. Tukaj imamo tudi suhomesnate izdelke in tudi mlečne izdelke. Naprimer imamo tudi skute, sir v repičnem olju, mladi sir za žar, ki ga lahko tudi tako uživamo, jogurte, ghee masla in suhomesnate izdelke. Imamo salame, suhi vrat, rol šunke, slanine, suhi šinjek, tudi klobase, imamo dimljene klobase, žitne klobase specialiteta iz okolice Črnomlja. To je navadna kranjska klobasa, ki je noter dodana posebna kaša. Če kupite žitno klobaso, jo morate 1 uro kuhati, tako da se tudi kosa skuha. Kar je zelo dobro, je, če uporabite kakšni enolončnici ali pasulju, pobere vse te okuse iz enolončnice. Potem imamo tudi dimljene postrvi. Zanimivo, ja. Je takšna. In potem imamo še fileje, dimljene postrvi po dimljenem olju in tudi namaz iz dimljene postrvi. Potem imamo tudi med, naprimer ta je med satju, cvetlični prah, med z orehi, marmelade, tudi tukaj imamo navadne medek, imamo zelo širok izbor medov, imamo tudi čaje, različne tinkture, tukaj imamo tinkturo kode benedikte, kar je zelo dobro, če imate želodčne težave. Potem imamo tudi različne čaje, naprimer tale je od Porčka, je zelišča iz starega trga pri Kolpi, ima pakirano lahko v kartonarski embalaži ali pa takole v stekleni embalaži, kar je tudi še tako dekorativno zelo lepo. Super. No. Potem imamo tudi, delamo tudi več dogodkov. To je pomembno. Bomo začeli z belokranjskim piknikom. To pomeni, vi se prijavite na belokranjski piknik, imeli bomo več različnih menijev, se odločite za enega. Mi vam to pripravimo v košarici, pridete do nas, vzamete košarico in kolo, imamo navadno kolo ali elektronsko kolo in potem se odpravite na izlet. Imeli bomo tudi metliško pustolovščino, se bo začela letos poleti, to boste obiskali stari del mesta in imeli različne naloge za opraviti. Potem, kar je meni še zelo všeč, smo letos dobili knjigo Metličani. Dajvaj pogledati. Je tukaj prvi del. Prvi del se nanaša od srednjega veka do konca Prve svetovne vojne. In komaj čakam na drugi del, ki bo pa verjetno po koncu Prve svetovne vojne do zdaj novejše zgodovine. V knjigi pa je zapisano ustno izročilo, ki so stare zgodbe, ki so zdaj zapisane. Avtor vidim, da je Zvonko Rus, sem prav prebral? Ja,
Zvonko Rus, on je bil profesor zgodovine na osnovni šoli Metliki in je zdaj pokojen, njegovi sinovi so zdaj to skupaj sestavili, izdala pa je mestna skupnost Metlike. Dobre. No, prav je, da na koncu poveva še organizacijsko strukturo, kako v bistvu, pod kam sodi tale hiša Dobrot. Ja, hiša Dobrot spada pod Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino, zavod pa spada pod občino Metlika. Super. Jože, najlepša hvala, jaz upam, da bodo vsi zadovoljni in da bodo zagotovo prišli večjem številu k tebi na obisk. Živjo! Adijo!